Začenjamo največja regijska zasavska soočenja. V največji zasavski dvorani smo se zbrali, da pred očmi publike in pred očmi kamere postavimo poslanske kandidate. Dober večer tudi vsem, ki nas spremljate preko malih zaslonov. Zagotovo boste slišali in videli kaj zanimivega in pa seveda en velik pozdrav našim kandidatom, ki so danes pogumno stopili na oder Trboveljskega delavskega doma. Še en aplavz, prosim. Danes na odru pozdravljamo Simona Maljevca, Levica in Vesna. Natašo Avšič-Bogovič, Gibanje Svoboda. Na soočenje se je prijavila tudi Patricija Dimic iz Slovenske demokratske stranke, a v zadnjem hipu žal odpovedala. Z nami je tudi Soniboj Knežak, Socialni demokrati. Dober večer gospe Barbari Kramer, Glas upokojencev Pavla Ruparja. Z nami je danes tudi Marina Garantini, Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča. In še Anže Plevnik, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus Marka Lotriča. Naj bo začetek čas za predstavitve in to, kar želite sami povedati. Vsak kandidat bo imel 30 sekund, da odgovori na vprašanje. Zakaj bi Peter iz Trbovelj in Minka iz Hrastnika glasovala za vas? Pa bomo zdaj začeli pri gospodu Plevniku. Izvolite. Kaj že teče? Zdravljeni, jaz sem Anže Plevnik, živim v Trbovljah, pred 5 letim sem se sem preselil. Trbovlja mi je dala priložnost, da sem tukaj spoznal mojo ženo, dobil prvega otroka, si ustvaril podjetje, zaposlil 12 ljudi in želim nekaj vrniti. In to je tudi moj glavni razlog, zakaj sem tukaj. Tako da bom dal vse od sebe in obljubim, da vam ne bo žal. Najlepša hvala. Gospa Marina Garantini, boste se predstavili? Marina Garantini, živim v Hrastniku, imam družino, vnukinjo vnuka, 2 sinova, na poti je tudi vnukinja. Delam v državnem zboru in sicer v sekretariatu državnega zbora in sicer kot strokovna sodelavka za zakonodajni postopek. Zakaj sem se odločila, da stopim v ospredje? Skoraj 23 let že opazujem politiko od zadaj. Čisto na kratko, 30 sekund je že mimo. Se opravičujem. Ker želim pač ustvarjati boljšo Slovenijo. Tudi od spredi. Najlepša hvala. Na vrsti še vaša kolegica, gospa Barbara Kramer. Sem Barbara Kramer, kandidatka na listi stranke upokojencev Pavla Ruparja. Sem podjetnica od leta 1991, mati 3 otrok, 3 vnukov, 4 na poti. Za to pot sem se pa odločila zaradi nizkih pokojnin in ker nihče se ne obljubljamo vsi, hodimo na shode, samo naša stranka, ne. Naredi se pa bolje malo, tako kot je gospa rekla, nič. Opazuje, dela na državnem zboru, pa nič. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Za mlade očitno ni treba skrbeti. Gospod Soniboj Knežak, izvolite. Ja, hvala lepa, vsi skupaj lep pozdrav. Rojen v Trbovljah, živim v Hrastniku, kandidiram v kraju, kjer živim. 36 let dela v gospodarstvu, v glavnem v steklarni Hrastnik, zadnjih 8 let v politiki, 2 mandata, prej pa aktiven v občinskem svetu, 2 mandata tudi podžupan. Kandidiram zato, ker se mi zdi, da poznam izzive Zasavja in želim z svojim delom pripomoči, da se te težave oziroma izzivi čim prej razrešijo. Najlepša hvala, očitno ste se vsi kar dobro pripravili, vidim. In še gospa Nataša Avšič-Bogovič. Lep dober večer vsem, tudi v mojem imenu. Rojena sem v Murski Soboti, prihajam iz Posavja, iz Brežic in kandidiram v Zasavju. Pred 4 leti sem odgovorno vstopila v politiko, predvsem zato, ker sem želela delati dobro za Slovenijo. Danes, ko gledam tiste dokumente iz leta 2022, ko smo pojasnjevali, zakaj smo šli v
ta političen prostor, negotov, pač s floskulami, ki za politiko veljajo, sem ponosna. Točno to, kar smo takrat obljubljali, smo naredili. Normalizirali smo državo, poskrbeli za najranljivejše in to, kar smo delali 4 leta, želimo delati tudi naprej. Se pravi, zagotavljati stabilno, moderno družbo tudi naprej. Se opravičujem. Gospod Simon Maljevac in še kot zadnji, izvolite 30 sekund na predstavitev. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem Simon Maljevac, trenutno minister za solidarno prihodnost, kandidiram na listi Levice in Vesne. Levico mislim, da vsi dobro poznate in tudi Vesno. Levica ima tu zelo dolgo zgodovino, 2 zelo dobra poslanca, ki sta močno zastopala Zasavje, tako Luka Mesec kot Primož Siter. To je tudi moja naloga v prihodnje. V tem mandatu sem zelo pogostokrat obiskal Zasavje, marsikaj smo tudi že naredili od tega, da gradimo dom v Hrastniku, gradijo se stanovanja, podobno pa bomo naredili tudi v Trbovljah in drugje. Najlepša hvala vsem kandidatom. Torej, kratke predstavitve so mimo, zdaj pa gremo na težji del. Zdaj pa je tisto, kar niste imeli pripravljeno, kar še ne veste, kar vas čaka, ampak jaz sem prepričana, da ste na volitve šli dobro opremljeni, premišljeni in boste brez težav se tudi lotili današnjih vprašanj pred publiko v dvorani in tudi pred vsemi gledalci, ki nas spremljajo. Na mladih svet stoji, tako sicer radi rečemo, koliko pa to upoštevamo, pa je malce druga stvar. V naša soočenja smo vključili tudi najstnike in trboveljski osnovnošolci so na otroškem parlamentu pripravili vprašanja prav za naše kandidate. Če začnem najprej s citatom, ki morda pove kar več kot samo vprašanje. Rekli so: vprašajte, kaj so poslanci pripravljeni za nas narediti? Počasi nam je dost vsega tega obljubljanja. Zdaj pa zastavljam eno od vprašanj, ki so jih pripravili. Se vam zdi, da tehnologija slabo vpliva na družbeno življenje mladih? Kako bi to preprečili? Pa začnimo, gospod Soniboj Knežak na sredini, smo rekli, da bomo vsakič malce drugače, pa potem gremo proti desni, pa proti levi. Ja, hvala. Jaz tako imam okrog tega mešane občutke. Po eni strani me veseli, da že, ne vem, imamo vnuka 3-letnega, ko po telefonu brska, pa išče risanke. To je generacija, ki bo pač živela z to tehnologijo in to je treba sprijeti. Zdaj tiste debate, ker se jih trenutno potekajo v nekaterih državah o omejitvi, predvsem vse tisto, kar se dogaja na spletnih omrežjih, to je pa druga stvar. Jaz ne vem, če neke omejitve prinesejo v končni fazi nek rezultat, mislim pa, da je treba več ozaveščanja o tem vnesti tudi v osnovnošolsko izobraževanje. Gospa Barbara Kramer, kaj menite? Bi morali omejiti in če ja, kako? Ja, bi se moralo, saj na par ur na dan v šoli bi moralo biti obvezno, da se naučijo vsega, doma bi bilo pa treba prepovedati. Ker vidimo, kaj vse se dogaja po družbenih omrežjih, kaj otroci se slikajo, vse ne bomo starši vedeli, kaj delajo. Niti naši vnuki ne bojo, oni so bolj pametni, kot smo mi. Gospa Garatini, prepričana sem, da tudi vi imate mnenje o tem? Ja, seveda je to, kar se zdaj dogaja, je dejansko preveč je vsega, otroci imajo preveč možnosti na internetu se izkazovati, slikati, prikazovati. To, ne rečem, v šoli je potrebno to imeti, je potrebno to osvajati, te tehnologije, vendar za čisto prepoved jaz nisem. Bi bilo pa potrebno nadzor. V bistvu starši bi mogli nadzirati otroke, kaj počnejo na internetu, kaj objavljajo, kakšne vsebine objavljajo, to pa sigurno so starši tisti, ki morajo svoje otroke nadzorovati, ker itak vse izhaja iz družine. Dobro. Gospod Plevnik, če še ponovim, torej kako to preprečiti, če menite, da je tehnologija pri mladih problem? Ja, v eni smeri je problem, v drugi smeri pa spet ne. Kaj to pomeni? Ja, otroke treba izobraziti, kako pravilno uporabljati to tehnologijo. Zdaj, eno je to, da rečeš, evo, tu imaš telefon, pa deli, kar hočeš, drugo pa je, da naučiš, tole je vredo, tole ni vredo. Definitivno pa imamo organe, ki so sposobni, če si gledamo po drugih državah, recimo, da so omejili celoti do 16. leta uporabo socialnih omrežjih, to očitno gre in to moramo narediti za varnost naših otrok. Ker definitivno izobrazba pada, pač znanje v šolah pada, to se je treba zavedati. Profesorja, kjerkoli boste vprašali, bojo zdaj dali recimo test iz, ne vem,
ko so ga naredili v 3. letniku diplome ali pa test, ko so ga prvi letniki dobili, oni ne bojo znali na istem nivoju, niti test, 3. letniki ne bojo znali rešiti testa iz 1. letnika. Torej je nek vpliv, o katerem se ne govori, zato ker gledajo šole samo prehodnost, kar je glavna številka, zato da se dobijo finance. Torej zdaj velik vpliv, pa glavni vpliv imamo pa starši, problem je pa tega, da staršev ni doma. Ker tudi jaz na firmi 14-15 ur na dan, jaz vidim, da tudi to me zelo skrbi, edino rešitev vidim, da bo hčerka za mene na firmi. In treba tudi neko pomagati, da se učitelji imajo več moči, tako so včasih imeli, ko poslušamo starše, ko je pač gospod učitelj je bil vedno, ni bilo, vse mi je, pa lahko govorim karkoli, vsi smo imeli spoštovanje do učitelj. Dobro, da ne bomo zašli zdaj iz teme, a ne tehnologija in mladi. Mislim, da ste se tam kar strinjali približno, da se začne doma. Kaj pa vidva menita, gospa Nataša Avšič-Bogovič, še vi in pa gospod Simon Maljevac? Ja, seveda, jaz sem liberalka, ampak glede na to, da danes je življenje drugačno, danes so na voljo drugačne tehnologije, je potrebno te tehnologije uporabljati po pameti. Torej, otrok ne potrebuje najpametnejšega pametnega telefona, ampak potrebuje pametne starše. Vse se začne v družini in mislim, da če ob tem pa država naredi svoje, se pravi, da na neki zakonski ravni poskuša to področje uporabe predvsem aplikacij, saj tehnologijo morajo imeti tudi otroci, ker so konec koncev pa tudi gradiva in domače naloge in učni proces poteka danes z uporabo sodobnih tehnologij, morajo biti na voljo, določene aplikacije pa bi veljalo razmisliti, da se jih blokira, omeji uporabo na določeno starost, nekaj v tej smeri. Jaz sem tudi mama, imam 20 in 23-letnega sina in danes nimam problemov, ker sta otroka odraščala čez šport. Res da, bilo je pred 20 leti lažje ali pa pred 15 leti, ampak preko športa smo naredili ogromno domačo nalogo, na katero sem ponosna. In danes sem pri nas doma skoraj največji problem z napravo v roki jaz. Ampak tako kot rečem, ja, plusi so pa tudi minusi, ki pa tako kot ste vi zastavili vprašanje, vplivajo na družbeni razvoj in socialno vključenost otrok in to pa me skrbi. Najlepša hvala. Še gospod Maljevac, potem pa gremo na novo temo. Ja, hvala za besedo. Mislim, da tehnološki napredek in tehnologije so dejstvo in je predvsem na nas, da se naučimo s tem živeti kot družba. Tudi na vladi smo dejansko o regulaciji že diskutirali. Marsikatera država, sploh na zahodnem delu, je podobno zakonodajo že sprejela. Sam sem tudi mnenja, da določena regulacija je potrebna. Vemo, kaj se dogaja, vemo, da so preko spleta mladi pogostokrat podvrženi nasilju, lahko pride tudi do smrti, tudi podobne primere smo že zasledili, tako da mislim, da je tudi čas, da se kot družba nehamo zatiskati oči, se zavedati, da se del našega življenja dogaja tudi v virtualnem svetu, ne samo v realnemu in da moramo posledično tudi tega regulirati in ga postaviti na način, da bo varen za vse in da nam bodo tehnološki pripomočki služili predvsem kot pomoč za boljše življenje vseh ljudi in za napredek družbe. Najlepša hvala vsem kandidatom. Mi pa nadaljujemo. Malce daljši uvod, toliko da orišem zgodbo in sicer. Pred 3 leti je Zdravstveni dom Trbovlje nujno medicinsko pomoč preselil iz prostorov urgence v zdravstveni dom. Takrat se je spremenil režim delovanja urgence in ker je bilo stanje kadrovsko nevzdržno, so lani v bolnišnici celo zagrozili, da bodo urgenco zaprli. Zaposleni imajo preko 150 nadur, nam je povedala strokovna direktorica Tadeja Jelenko. Na drugi strani se vsi 3 zdravstveni domovi otepajo sodelovanja z urgenco in vztrajajo le pri lastni 24-urni nujni medicinski pomoči. Državni sekretar je določil, da se morajo Zasavci sami zmeniti in se seveda niso. Ministrica za zdravje je lani decembra v Trbovljah dejala, da ministrstvo tu nima kaj. In do danes se pravzaprav ni zgodilo kaj veliko.
Kaj bi moralo po vašem ministrstvo ali država na tem mestu storiti, da ne bomo čez kak mesec na zon.si poročali, da je urgenca enostavno zaprta? Gospod Maljevac, zdaj pa bomo začeli z vami. Hvala za besedo. Zdravstvo je zagotovo pomembno področje, s katerim se srečujemo čisto vsi, in sem vesel, da sem lahko sodeloval v tej vladi, ker je res marsikaj naredila na tem področju in predvsem v ospredje postavlja javno zdravstvo. Omenili ste urgence. Urgence so nujne, delujejo 24 ur na dan. Ampak dajmo kar na konkretni problem trboveljske urgence mogoče. Tam je točka, kjer dobijo podatke. Jaz mislim, da je to dejansko dogovor lokalne skupnosti. Lokalna skupnost je tista, ki živi lokalno življenje. Jaz vseeno verjamem, da se da dobro zmeniti. Nisem zastopnik, da mora politika prihajati samo z Ljubljane in postavljati pogoje in stvari, ampak kako bomo živeli, mora postavljati lokalno okolje, tako da tudi v tem primeru mislim, da je ministrica dobro povedala. Sam bi z njo, če bi bil v vlogi poslanca, tudi govoril, spodbujal, da še kdaj pride in da skupaj najdemo kompromis in rešitev, je pa seveda to naloga občin in vseh vpletenih, da se dogovorijo. Gospa Avšič-Bogovič, vi ste članica vladajoče stranke, ali se strinjate, da naj se lokalna skupnost zmeni in če se ne, to za, ne vem, 54-57 tisoč prebivalcev pomeni, da mogoče pač ne bodo imeli urgence? Poglejte, jaz sem človek dejanj, predvsem sem zelo storilnostno naravnana, seznanila sem se že s tem problemom, tudi opravila neke vrste preliminarni pogovor z direktorjem bolnišnice. Jaz, če bom izvoljena za poslanko, bom prioritetno se lotila tega problema in jih bom jaz povabila za skupno mizo, verjetno bom povabila koga z ministrstva, župane, se pravi predstavnike lokalne skupnosti in pa vodstvo bolnišnice. Problem je za prebivalstvo te regije potrebno najti za skupno mizo. Vsak parcialno... Za skupno mizo so že bili, pa rešitve ni bilo. V redu, verjetno ni bilo prisotnega bom rekla, celotne ekipe z ministrstva. Danes imamo tudi že delujoči zakon o zdravstveni dejavnosti, ki na novo neke stvari ureja. Najti bo potrebno rešitev. Jaz sem pač človek in bomo pa pač sedeli, dokler ne najdemo skupne rešitve. Se pa spomnim, da je delovanje urgenc in zagotavljanje nujne medicinske pomoči težava že vrsto let. Tudi že 2016-2017, ko sem jaz bila v bolnišnici Brežice, poznam področje. Tudi takrat se nismo mogli zmeniti, pa kdo bo v katerih prostorih upravljal dejavnost, pa kdo bo plačeval stroške v urgentnem centru in tako naprej. To je večna problematika, ki se na koncu lomi na plečih prebivalcev, uporabnikov zdravstvenih storitev. Tej vladi in tej koaliciji je bila zdravstvo v štartu prioriteta in tako bo tudi v bodoče. Zdravstvo se ni postavilo na prave temelje, torej krepitev močnega javnega zdravstva nikoli na način kot sedaj. Zdaj pa vemo, na začetku smo se zaleteli, smo prehitro hoteli rešiti področje zdravstva, ampak ponavadi je tako, kolikor dolgo si razkrajo, toliko dolgo je potrebno stvari postavljati. Moja obljuba za Zasavje je, da bomo skupaj našli rešitev, ki bo v korist prebivalcem. Gospod Knežak, tudi vi ste že drugi mandat poslanec, predvidevam, da spremljate tudi to težavo, ki sem jo omenila. A je rešitev se usesti za mizo ali je rešitev drugje morda? Ja, poznam to težavo, tudi kontaktiran sem bil z strani direktora zdravstvenega doma, tako da smo dva sestanka na to temo tudi organizirali. Druge variante za rešitev ni, kot ste samo omenila, dogovor. Če ne gre na nivoju lokalne skupnosti, ki so kompetentne, da to zadevo razrešijo, se mi zdi, da je vloga ministrstva pa, da v tem primeru poseže tudi zraven. Bi pa želel jasno povedati, da sem trdno prepričan, kolikor dobimo koalicija, ki je delovala v tem mandatu, še zaupanje za en mandat, da bojazni, da bi se urgenca ukinila, jo pa mislim, da je popolnoma odveč. Je pa to stvar organizacije dela znotraj urgence, jo poznam, ker v končni fazi mi dela tudi sin v urgenci in pa snaha in skratka imam vse otroke svoje v zdravstvu, tako da ta problem poznam. Imajo tudi število nadur, kot smo jih omenili?
delajo 24-urne cikluse, zanimivo, skratka, kar naporno delo. No. Gospa Barbara Kramer, pravijo, da se je treba dogovoriti, kot sem omenila, število nadur raste v nebo, kadrov pa je vse manj, kar smo tudi... No, jaz pa pravim, da bi bilo treba najprej kadre dobiti, pa jim dati stanovanja, jih sofinancirati, tako, drugače ne bomo dobili. Pa se bojo pa lahko usedli pa pogovarjati. To se 4 leta že dogovarjajo, pa še zdaj ni bilo nič. Je treba jim koncesije vse en dati. Niso tele, ko hoče priti na koncesijo, da so neko nujno zlo. Morajo biti. Ampak zdaj govorimo o urgenci, koncesije... Urgenca, ja, tako. Sam pravim, ne? Lahko tudi to bi naredili preko koncesije. Torej, urgenco na koncesijo? Tudi. Zakaj pa ne? Dobro. Ok, gospa Marina Garantini, vem, da... Postavno se da to narediti. Ok. Gospa Garantini, tudi vi ste v zdravstvu, ker precej veliko veste in ste se precej poglabljali v ta problema, ne? Glejte, jaz sicer nisem v vladi, sem opazovala in sem tudi pacientka. Ne? In kaj si želim kot pacient? Da bi urgentni centri, pač ta pomoč delovala. Se pravi, da dejansko se ljudje morajo sedeti in pogovoriti. In dejansko moramo mi poskrbeti za zdravstvo tako, da bomo medicinsko osebje bolj plačali in jih bomo pridobili nazaj od tam, kamor so nam ušli. In jaz mislim, da če je potrebno, se mora država vklopiti. To je definitivno. Lokalna skupnost, če se je toliko let pogovarjala, se ne bo kar naenkrat mogla zmeniti. To ni mogoče. Se pravi, da potrebujejo pomoč. Se pravi, potrebujejo tretjo osebo? Tako. Ok. Gospod Plevnik, kakšno je vaše mnenje? Jaz, tako je kolegica rekla, jaz se tu zdaj vržem v vlogo pacijenta. Zadnjič sem bil v bistvu v bolnici, v urgentnem centru, ene komade sem pobiral iz laserja dol, pa me pač v križu štihnali. Jaz imam še kar po 5 letih zdravnico v Vojniku. Kličeš, itak hočeš v Trbovlje priti. Problem je, ker nimajo kadra, oni te pošljajo v osnovnemu zdravniku. Torej mene so poslali kot bivšega krajana v Vojniku, so me Vojnik poslali, ne. Torej, jaz sem bil komi hodil, pa so rekli, jaz ne predstavljam, da Trbovlje ne imeli urgentnega. Jaz sem tja prišel, osebje je bilo noro prijazno, so me dali kapalno noter v roko, jaz sem bil noro in tega ne smemo zgubiti. Da si predstavljam, en mora zraven stopiti iz ministrstva, reči, to mora biti vsi, ki plačujejo, to morajo dobiti, sploh ni vprašanja, sploh če na plačilni listi pogledaš, kak velik znesek je to ni nič od dogovorov, pa nič, to mora biti, konec. To je moje stališče in tega ne odstopam. Ne želimo, da boste imeli več izkušnje na urgenci, saj ne ta, ne? Gospa Avšič-Bogovič, vi ste želeli nekaj temu dodati? Ja, želela sem povedati, da samo javno zdravstvo je tisto, ki zagotavlja 24/7 dostopnost. To ni rentabilna storitev in ta se s koncesijami ne bo reševala. Poznamo, na kak način koncesionarji delujejo, nič ni z njimi narobe, nisem tega rekla. Koncesionarji pa so dolžni po zakonu se vključevati v zagotavljanje nujne medicinske pomoči. In tudi tukaj je problem, ker se tega ne da doseči. Zato je samo javno zdravstvo tisto, ki bo to zmoglo in zato se je potrebno vsesti za skupno mizo. Veste, če nič drugega v politiki, sem se pa naučila, da noben pogovor ni odveč. Pogovor na pogovor in potem najdemo rešitev v nekem strpnem, povezovalnem dialogu, z vedenjem, da to delamo za ljudi in za pacijente. Ker, veste, v tem zdravstvu je res velikokrat tako, da pacijent, ko pa potrebuje pomoč, pa potem doživi vse te spore, ki se izvajajo med... Dobro, najlepša hvala, še gospa Barbara Kramer, potem pa nadaljujemo z naslednjo temo. Če se bomo sam pogovarjali, ne bo nič, ljudje bojo šli na cesto, ko bo prvo nekaj narobe na urgenci, se bo zapirala, ljudje bojo šli na cesto. Pa naj bo to Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, ker imamo samo eno urgenco. Dobro, najlepša hvala. Nadaljujemo še z eno perečo temo. Sem prepričana, da se bo debata vnela. Holcim naj bi prodal cementarniške objekte podjetju Šuštar Trans. Občina Trbovlje trdi, da niso mogli izkoristiti predkupne pravice. Ekskluzivno danes lahko povemo, da trenutno potekajo zaključni dogovori, sestavlja se tripartitna pogodba med Trbovljsko občino, Holcimom in Šuštar Transom.
Župan nam je prav danes zagotovil, da je občina iztržila precej ugodnosti, onesnaževanja naj ne bi bilo in edino, kar se bo izvajalo v prostorih nekdanje cementarne, je dvojno zaprt sistem pridobivanja kamene moke. Če občinski svet takšne pogodbe ne bo potrdil, to pade v vodo in gre občina v uveljavitev predkupne pravice, torej v tožbo. Kaj je prav in kaj narobe v tej zgodbi? Torej, sprašujem za vaše mnenje, kaj menite, cementarna ima že dolgo zgodbo, dolgo brado v Trbovljah, ampak mi rešujemo problem, ki je trenutno nastal. Gospod Plevnik, zdaj začnimo z vami. To je v bistvu ena tema, ki kar dobro poznam, kakorkoli sem jaz, nisem dolgo tu podjetniško. Mi smo takrat na začetku iskali, kje bomo podjetje naredili, torej kje bo naša glavna lokacija. In ena izmed opcij je bila cementarna. Torej, pred 2 leti smo mi kot ena čist XY oseba dobili možnost to kupiti. Smo imeli ceno, vse. Torej, 2 leti nazaj so nam rekli, za 2 milijona lahko vse kupite. Jaz sem rekel, ok, pa sem začel brati novice, kako ni doben vedel, če sem jaz vedel, pa sem čist nek X oseba. Ne. Zdaj se stališča podjetništva, oziroma podjetništva, gospodarsko gledano, čez celotno Slovenijo morajo imeti vsi iste pogoje. Torej, zdaj, če je gospod od Šuster Transa to kupil, kaj to pomeni, on mora zagotavljati, če bo karkoli tam delo, mora biti po zakonih. Torej, ali bo pač filtre mogel namestiti, ali bo pač pesek, ko bo vozili, ko bo stovnjaki, sem pa te se vozili za ceste, mora biti vse urejen po zakonu, tako bi in v vseh drugih regijah bilo in tukaj. Treba je gledati, da takšna podjetja bo zaposlitev pripravljena. Gospod Plevnik, če samo toliko vskočim, mislim, da je skupnost v Trbovljah nezaupljiva zaradi tega, ker so bile situacije, ko inšpekcija ni oddelala svojih stvari, ko niso službe oddelovali in zaradi tega je morda Trbovlje, morda govorim v njihovem imenu, ker spremljam pa to kar podrobno, skočilo v zrak, ko se je slišalo, da naj bi se menda marsikaj počelo tam. Pa ne obtožujem nikogar, ampak samo govorim, razlagam, zakaj naj bi skupnost odreagirala. In tako, kot ste rekli, pristojne službe morajo kontrolirati, da se to ne dogaja. Torej, treba jih ustaviti, če se ugotovi, konec, zamenjamo. Torej, se strinjate z nakupom, le da je treba to podrobno spremljati. Nakup je za vse bil odprt. Torej, tudi če bi kjerokoli drugo podjetje, zato tam noter je toliko praha, druga kot tisto, kar so delali, skoraj ne moreš delati, kar je žalostno. Ti se treba vse podreti, ker noter je toliko praha, ko prideš noter in stopiš, je kot da po snegu hodiš. Karkoli, ti se zelo namensko naredi ta zgradba. Torej, kdorkoli je tam bil, bo vedel, da pač ali se tisto dela, za Šuster Trans je idealno, ker lahko pesek direkt iz kamnoloma ven dajo, praha bo dosti, zdaj, če bo res ne bojo kakih drugih bedarij delali, jaz ne vidim nekega spornega. Samo, če bo res mora biti pa zdravo, vse pristojne službe morajo spremljati, da ni onesnaženja, da ni zrak, tako je bil pri Trbovljah. Jaz se menim z dosti penzionistih, ki pri nam so zaposleni, ki so prej tam delali, so rekli, da takrat vi si sploh ne morete predstavljati, kako je bilo to, ko si zjutraj šel ven pa zadihal. In jim verjamem, da pač to je res bilo grozno in tega ne smemo ponoviti. Gospod Plevnik, najlepša hvala. Gospa Garantini, vaše mnenje. Kaj je prav in kaj ni prav v tej zgodbi? Jaz ne bom zgodbo delala iz tega. Jaz sem pač na strani lokalne skupnosti in podpiram občino Trbovlje. Vse to je res, kar je gospod povedal, moj pač in kandidat so pravič. In res je, postopki morajo teči tako, kot je, ampak dejansko občina Trbovlje ima pravico se pritožiti in prav je, da se pritožijo in da lokalna skupnost uspe. Ok. Gospa Barbara Kramer, samo še da ponovim. Trenutno je tripartitna pogodba v igri, kjer naj bi občina Trbovlje, Holcim in Šušter Trans jo skupaj sklenili pod določenimi pogoji, ki sedaj še niso znani. In če to občinski svet ne bo potrdil, odločitev je torej na njih, bo šla občina v tožbo za uveljavljene predkupne pravice in posledično, če uspe, kupila objekte. Isto kot sta moja predhodnika povedala, če se ne bo kurilo, ker je prej, ko je bila cementarna, je bilo res 1 centimeter praha, nisi mogel peš priti do železniške postaje. To se ne sme dogajati, ne. Drugač pa zaradi mene pol, če ne bojo oni tako pregrejo, naj grejo tožba, ne. Se strinjam. Dobro. Gospod Knežak. Ja, hvala, jaz te zadnje novice, ki ste omenila, tega dogovora ne poznam, sem pa, kot sem rekel, v teh krajih že 60 let, pa še kaj več, tako da se spomnim časov, ko je pri nas po zimi bil sneg črn,
ko so bili gozdovi okrog termoelektrarne in pa cementarne dobesedno zacementirani in da zato imamo Zasavci kar nek odpor do vseh tehnologij, ki v to naše področje prinaša kakršnokoli obliko onesnaževanja. Moram pa reči, da me pri tej zgodbi pa čudi nekaj, ne. Holjci, mednarodno podjetje, če kdo ima kak dolg do tega okolja, predvsem kar se tiče ekologija, zdravja ljudi v vseh teh desetletjih onesnaževanja in da predno ponudijo za odkup možnost lokalnih skupnosti, da že sklenijo pogodbo in prodajo privatniku, konkretno tej družbi, mi pa moram reči, mi pa ni jasno, no. Jaz bi rekel, hvala Bogu, smo s to pa še več let delovali v tem okolju, veliko takih ali drugačnih zgodb že doživeli, ampak če se razidemo, seveda mora biti prvo interes lokalne skupnosti in to bi kot odgovorni delodajalci sploh neke multinacionalke kot je Holjcim pričakoval, no. Nažalost se zgodba ni vodila. Sem pa vesel v končni fazi za vsak, tako smo tudi mi v sloganju, vsako zadevo moramo v končni fazi skleniti dogovor. Mogoče samo za informacijo, ne gre za, da Holjcim ni ponudil predkupne pravice, gre za to, da je po mnenju občine jo ponudil prepozno in da niso imeli dovolj časa, da preverijo vse dokumente, da grejo v nakup. Kdo ima prav, glede na to, da je pač možna tožba, bi se pokazalo šele v tožbi. Ja, poznam, vse to sem vestil. Ok, gospa Nataša. Ja, tudi jaz do tega trenutka nisem vedela, da je v tako rekoč podpisal tripartitni dogovor. Poznala sem situacijo, ko so se preko pravnikov začeli pogovarjati ali pa so potekali pogovori o tem, kdo je pravočasno in kdo ni pravočasno podal zahtevo za uveljavljanje predkupne pravice ali kakorkoli. Tu gre za ljudi. Ljudje v Zasavju so utrpeli že mnoge in premnoge škode za njihovo zdravje. Jaz sem vesela, da sem z tega področja ozaveščena oziroma seznanjena s problematiko iz preteklosti. Kolega Gašper Ovnik, poslanec Svobode v tem mandatu, nam je marsikatero težko zgodbo prebivalstva iz tega območja predstavil. In če kaj, bom vedno se postavila na stran tistega, ki bo za zdravje ljudi poskrbel. Zdaj, konkretne zadeve, ki je na nek način spolitizirana, že čutim, da je spolitizirana, po drugi strani ne vemo, kaj se bo sploh odvijalo v teh prostorih, vsekakor se pa mora odvijati takšna dejavnost, ki ne bo dodatno obremenjevala zdravja ljudi na tem področju. V poslanski skupini Svoboda smo bili, bi rekla lahko celo vodilna sila, ki je zmogla pripraviti nov zakon o varstvu okolja s videnjem ali pa vedenjem, kaj se je dogajalo v Anhovem. Če bo potrebno zakonodajo zaradi Zasavja in Trbovelj še enkrat zaostriti zaradi zdravja ljudi, bomo to naredili z mirno vestjo in z mirno roko pri sprejemu te odločitve. Dobro. Konkretne obljube, super. Gospod Maljevac, izvolite. Ja, hvala tudi za to informacijo, ki je nova tudi zame. Tako, prva točka zagotovo in mislim, da se to strinjamo čisto vsi tu, da je Zasavje plačalo že čisto dovolj okoljskega davka. Mi kot Levica imamo glede tega čisto jasno stališče, objekt mora priti v last lokalne skupnosti. To se je tudi naš svetnik v občinskem svetu zavzema že ves čas. Mislim, da ima Trbovlje kot mesto že tako zgodovino, kaj pomeni dejansko prodaja podjetja in kako rezultira dejansko samo v izkoriščanju in slabših pogojih življenja. In naš dejansko jasen predlog je, in od tega ne odstopamo, da torej objekt prejde v last občine, da potem občani odločajo, kaj bo tam. Lahko je tudi podjetje, ampak naj to podjetje te prostore najema, da imajo občani dejansko kaj od tega, ali ne bo tam bazen, ali bilo kera druga socialna infrastruktura. Mislim, da si Trboveljčani to zaslužijo in še enkrat, okoljski davek tukaj je bil res velik. Hvala Bogu, smo se povezali z Vesno, ki je še okrepila našo zeleno barvo in tudi tu so zelo aktivni in aktivni bomo še naprej. Hvala za še eno jasno odločitev. Gospod Plevnik, čisto na kratko.
Jaz se strinjam s temi pogledi, pa treba je varovati ljudi, ampak treba pa tudi varovati podjetja. Jaz bi zelo poudaril, veliko novih zakonov je prišli, ne samo iz Slovenije, tudi iz Evrope. Treba vedeti, da mi smo dobili direktivo na podjetju, da moramo spremljati nivo kroma, pa takšnih stvari, ko jih mi podjetje sploh recimo ne uporabljamo. To je strošek za podjetje bilo okoli 6.000 evrov za stvar, ki jo sploh nimamo. In to so pravila, ki si jih je treba držati. In mi ne moramo reči, ne bomo delali, ker dobimo kazen. In je treba tudi z tega stališča, kar se tiče zgradbe, je treba držati se zakonov. Torej jaz menim, če bi nek podjetnik to ustrezno kupil, ustrezno naredil, da bi to na koncu ne bi bilo škoda, ampak bi zaposlitve gradili, bi naredili nekaj dobrega, mogoče bi bilo res neki ful nora firma, zdaj Šuštar Trans, tudi so zelo pridni, delovni, gradijo ceste, nič ni narobe z njimi, ampak tudi kako drugo podjetje bi to kamot kupilo, naravi to takoj v lokalno skupnost. Dobro, čisto na kratko še vajine replike, potem pa gremo res na drugo temo. Čisto na kratko, prihodnost bo zelena ali pa je ne bo. Mislim, da je to stav, ki pove vse. Okolje mora biti v ospredju naših prizadevanj, tudi če so kakšni dodatni testi, mislim, da niso škodljivi. Škodo v okolju smo že tako naredili veliko in v tej smeri moramo še naprej vztrajati. Hvala. Nimam težav s podjetništvom, v končni fazi sem ekonomistka, velik del kariere preživela v gospodarstvu, a vendarle nova delovna mesta morajo biti zelena. Potrebno je te stvari upoštevati, gre za zdravje. Najlepša hvala. Nadaljujemo z naslednjo temo in sicer tudi ta je povezana tudi z onesnaževanjem, pa tudi z energetiko. Letos šteje 50 let. Trboveljski dimnik namreč. Nešteto idej, vizualizacij, obljub je bilo že izrečenih na to temo, pa še vedno ni jasno, kaj bo z njim. Objekt praktično nima konkurence, je pa posebnost ta, da stoji sredi energetske lokacije, kjer veljajo posebna pravila. 20 do 25 milijonov evrov bi bilo potrebno, da bi se zgodba na tej lokaciji sploh oživi, pravijo v podjetju HSEDT, ki trenutno upravljajo z dimnikom. Ali bi kot poslanec glasovali, da se 25 milijonov evrov investicijskega denarja države, recimo namenjenega za ceste, mostove, karkoli drugega, prerasporedi za oživitev dimnika? Pa začnemo zdaj gospa Garantini. Glejte, ceste morajo biti vse, kar je dobro za prebivalce, mora biti. In tudi dimnik moramo oživiti. Jaz se pa strinjam, da je potrebno ta naš dimnik turistično predstaviti. Se pravi, da je treba, ne vem, naprimer narediti razgledno ploščad. V teh projektih je mišljeno turistično oddajanje tega dimnika oziroma uporabo, ampak vprašanje je, ali bi kot poslanka 25 milijonov državnega denarja rekli ja, namesto da gre nekam drugam za dimnik. No, tukaj bi pa, to je pa pogojno, ne, to pa ne bi tako. Sigurno so ceste in ostala infrastruktura bolj pomembna, kot da lezemo gor na dimnik in da padamo dol in karkoli počnemo. To je res. Ampak tudi turizem moramo razvijati. Ne bi. Ok. Gospod Plevnik, ali bi glasovali 25 milijonov evrov? Jaz tu gledam čisto enostavno. Če v zadnji nek poslovni načrt, torej turistično, koliko denarja noter pride, koliko gre ven, jaz mislim, da je to čisto smiselna ideja. Že dosti ljudi je imeli res super ideje, kaj se lahko naredi. Slovenija je poznana potem, mene marsikdo iz Nemčije kliče, na onem dimniku je bil pa v bistvu na naši nemški televiziji, jaz nice, ne, potem nas poznajo in je prav, da bi to smer šli, v zadnji mora biti pa poslovni načrt. Torej, tukaj denarja prije noter, tukaj gre ven, tukaj rabimo, konec. Torej, če bo pravi poslovni načrt, boste glasovali da. Gospod Maljevac? Mislim, da je to predvsem odločitev lokalne skupnosti na državi, da zagotovi sredstva. Sam bi stal za odločitev lokalne skupnosti. Mislim, da je celo to vrstna vprašanja smiselno preveriti med občani in občankami preko lokalnega referenduma, da dobimo pravi odgovor. To je vseeno del zgodovine ljudi in sami pristopimo na ta način. Dobro, torej lokalni referendum, gospa Nataša Avčič-Bogovič. Ja, poslanska, oziroma ja, Gibanje Svoboda je imelo pred časom v
teh krajih eno predstavitev, ene poglede soočilo z ministrom za naravne vire in prostor, Jožetom Novakom, in debata je bila tudi o potencialu tega dimnika. Zadeve so meni tudi predstavili in se mi zdi odlična zgodba, a vendarle je potrebno pri tej zadevi pristopati strateško modro in imeti v vidu tudi potenciale, ki jih samo prenova ali pa namenska raba tega dimnika pomeni za ostale dejavnosti, ki se potem navežejo na ta dimnik. Se pravi, če postane ta dimnik turistična atrakcija, seveda s kulturno noto, potem bodo uživele zraven tudi lahko druge potencialno turistično-gostinske dejavnosti. Premalo podatkov imam trenutno, ampak zelo z veseljem bi pristopila v magari delovno skupino ali pa kakorkoli v neko skupino, ki bi se podrobneje posvetila tej zgodbi, ker sama ideja se mi zdi zelo dobra in mogoče potrebna za Zasavje. Ker tukaj bo res treba najti neko dobro vsebino, da se bo ta regija odprla. Da ne bo ta regija po letu 2018, ko se je zgodilo zapiranje rudnika, kar čakala nekega rešitelja, ker ga ne bo, ne. Potrebno je z domačimi strokovnjaki, z domačimi idejnimi pogledi krepiti to regijo in bom sodelovala. Dobro. Gospod Knežak. Ja, hvala. Jaz najprej tisto, kar mislim, da ne potrebujemo, ker se tega tiče nobenega referenduma in da tudi v Zasavju ne čakamo na pomoči. Veseli me, da po desetletjih rudarjenja in po tem, ko smo to knapošno končno pustili, da imamo veliko mladih z dobrimi idejami podjetij, ki delajo na novih tehnologijah, tako da vprašanje ali dati 25 milijonov za projekt, ki bi oživel en del te industrijske infrastrukture, ki je en del naše, v končni fazi, en del naše kulturne dediščine tudi. Ostaja nam desetine kilometra rovov in z vsemi tegobami, ki bodo na področju usihanja in udiranja teh 150 kilometrov imamo tega, ni pa treba dati dilema. Pri 17 milijardah proračuna, kot ga imamo, 25 milijonov ne bo tega nobena cesta manj narejena, bi pa pozoril, da imamo pa večinoma razvojnih sredstev tudi iz evropskih sredstev, ker smo Slovenija kar uspešni pri črpanju in enega izmed področji, da v končni fazi najdemo idejo, pa živimo to področje, so tudi ta evropska sredstva. Dobro. Gospa Barbara Kramer. No, jaz sem enakega mišljenja. Jaz mislim, da je treba evropska sredstva počrpati in teh 25 milijonov po moje ne bi bil problem. Bi pa rabo Zasavje res, da se turistično še bolj razvije. Ker zdaj imamo dosti tega potencijala, ko ni več degradirane območje Zasavja in lahko se veliko teh sredstev ne črpa iz Evrope. Sredstev iz Evrope je verjetno kar veliko, ampak verjetno, če bi lahko kar 25 milijonov dobili, bi dimnik verjetno že uredila, ne? Ja, se bo treba malo bolj potruditi, ne? Mačkem bolj bi mogli biti mi posilen, po domač povedati. Ok, dobro. Gospa Garantini, vi ste že povedali svoje na temo dimnika. Glejte, jaz se strinjam z mojimi predhodniki, seveda za turizem Zasavja moramo nekaj narediti, ampak vaše vprašanje je bilo, ali bi dali 25 milijonov. Ne? Drži. Ne zgodbe okrog in okrog, iz sredstev. Jaz sem jasno odgovorila, če bi mi kdo dal na razpolago ali cesta čez do pri Hrastniku, cesta od Podkraja do Radeč oziroma Zasavo, vse te problematične ceste v Zasavju, verjemite, da bi sigurno pritisnila gumb za ceste. Čeprav vem, da turizem moramo razvijati. Seveda so vse to, kar so povedali, to je vse res. Ampak vi ste meni dali vprašanje, ali to, ali ono. Drži, točno tako, drži. In mnogi so odgovorili okrog tega vprašanja. Drži. Energetika je v Zasavju vedno bila in bo tema
In tudi danes, recimo, občina Hrastnik je med najmanj razvitimi občinami po koeficientih razvitosti, ki jih je objavilo Ministrstvo za finance. Ne glede na to, pa je prav tam daljinsko ogrevanje še vedno med najdražjimi v državi. Spomnimo, Hrastničani so plačevali celo vrtoglavih 180 evrov za megavatno uro, od januarja letos 130 in to podjetju, ki je v delni državni lasti. Kako bi takšne situacije kot poslanec, če seveda bi jih sploh, spremenili? Gospa Nataša? V tem trenutku je potrebno pogledati to daljinsko ogrevanje v Hrastniku res po strokovni plati, se pravi, kakšna je v ozadju kalkulacija in kaj to pomeni za prihodnost. Koliko časa bo takšno ogrevanje v bistvu še sploh vzdržno ali bo potrebno izkoristiti vse možnosti, ki jih recimo Ekosklad in ostali projekti na MOPE, se pravi na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo omogočajo. Ali zdaj govorite o spremembi energenta ali o spremembi daljinskega ogrevanja nasploh oziroma ponudnika ali... V bistvu bo potrebno celovito pristopiti k tej zadevi in ugotoviti, kaj je smotrno. In kdo bi moral to pristopiti? Prosim? Kdo bi moral pristopiti? Pa jaz mislim, da bi najprej, se pravi, ceno daljinskega ogrevanja plačujejo uporabniki. Uporabniki je prav, da mogoče celo neka iniciativa, ki pritisne potem na samega izvajalca storitve daljinskega ogrevanja in potem vidijo, kaj je mogoče v prihodnje storiti. Čist konkretno bi se z tega lotila. Konkretno smo že, so že občani, smo tudi mi kot mediji večkrat pisali družbi Petrol, ampak v bistvu ni bilo popolnoma nobene spremembe, niti odgovora. Tudi občina se je aktivno udeležila določenih pogajanj, sestanko pa se ni prav nič spremenilo. Bom tako rekla, da ne bo izgledalo, da se vrtim okoli vrele kaše. Detajlov ne poznam tega daljinskega ogrevanja, vem, kaj je sistem daljinskega ogrevanja in vem, kako se te stvari v pogodbenem razmerju delajo. Težko pa zdaj rečem, zakaj se ni najdlo rešitve. Jaz mislim, da je potrebno ornk pritisniti na izvajalca. Ker meni osebno ni logično, da je lahko tukaj v teh krajih tako visoka cena. Saj obstaja tudi na tem področju, je obstajala neka regulativa, pa so bile cene zamejene ali pa omejene. Ne vem, težko rečem tako zelo konkretno. Gospod Knežak, vi ste iz Hrastnika, ne vem, ali ste uporabnik daljinskega ogrevanja, če ne, pa zagotovo poznate zadevo. Ja, poznam, seveda, tudi sam sem priključen na to ogrevanje. Tisto, kar pri vsem tem, saj mene osebno najbolj jezi, je to, da v bistvu državna firma, Petrol, kjer ima tudi država en lep delež svojega lastništva noter, da dopušča, da imamo v takih majhnih krajih, koliko ste omenili, eno izmed najdražjih cen ogrevanja v državi. Hkrati pa 170 milijonov dobička, poleg tega, da so se župan se trudil, koliko ste omenila za sestanki, ampak kot bi se pogovarjal z gluhim. Skratka, ista podobna zgodba je, kar se Petrola tiče, tudi z zapiranjem črpalk v krajih, ker nismo več dobičkonosni. Ampak kaj kot poslanec lahko storite? Mislim, da bo treba skupen pritisk na to, v končni fazi, da imamo številne alternativne vire ogrevanja od zalogovnikov. Skratka, to je ena kupica novih tehnologij, tako da dolgoročno... Ampak tudi zakonodaja ne dopušča kar, da se posamezen uporabnik odklopi, oziroma če se plačuje seveda, ker smo v bistvu komplet prebivalci Hrastnika nekako ujetniki te zadeve. Skratka, na eni strani monopolista, ki deluje z nenormalnimi dobički, ni pa odziv na potrebe, pa več kot upravičene zahteve lokalne skupnosti. Gospa Barbara Kramer, kaj bi storili kot poslanka, če bi se zgodil? Jaz mislim, da bi bilo treba kar zakon spremeniti pa jih prisiliti, da bojo imeli nižjo ceno. Čisto enostavno. Torej regulacija cen? Regulacija, ker se ne bojo drugače zmenili. Ali pa tele dobičke, zdaj bojo vsi dali zaključne račune, jaz sem računovodja, pa bomo videli. Dajmo te dobičke pobrati iz državnih firm, pa jih preusmerimo v druge kanale. Ok. Gospa Garantini, tudi vi prihajate iz Hrastnika, se pravi, verjetno dobro poznate situacijo. Tako, ja, tudi
mi smo priklopljeni na toplarno Hrastnik. Seveda imamo tudi alternativo, ker imamo hišo, imamo to srečo, da imamo kaminsko peč na drva in nam je bistveno lažje. Seveda ostali, tisti prebivalci, ki pa ne morejo, pač nimajo alternative, so prepuščeni samovolji Petrola. Tako kot je že gospa rekla, stvari, enostavno bo treba, težko je, ampak enostavno jih bo treba prisiliti, da bojo regulirati ceno. Ne gre to, ne more biti tako, no? Okay. Gospod Plevnik, se strinjate oziroma kakšno je vaše mnenje na tem področju? Jaz spremljam kar dosti ta državna podjetja, tako Eles, tako Petrol, neki so v delni lasti države, neki kontra. Meni je vedno smešno, ko se konec leta hvalijo z dobički. Itak, ok, dobički grejo v državno blagajno potem, super, Slovenija, vse lepo in prav, ampak ni pa fair do uporabnikov in od omrežja in v tem primeru centralnega ogrevanja. To je zelo narobe, zato ker ljudje smo pa tisti, ki živimo v državi. In mi za nas se moramo prvo poskrbeti. Definitivno na ministrstvo odlog, tole regulirana cena, ker ljudje ne morejo, ne vem, en mesec plačevati 100 evrov, naslednji mesec pa kar enkrat 300, samo imajo plačo isto. To je nesmisel. Gospod Maljevac, še vi? Ja, moramo se zavedati, kaj je osnovni namen zakonodaje. Mislim, da osnovni namen zakonodaje mora biti zaslužiti ljudem. Kaj bi lahko naredil kot poslanec, zagotovo bi lahko takoj predlagal interventni zakon za določeno regulacijo cen. Če je taka situacija in vmes sem iskal alternativne rešitve, tu imamo sončno energijo in ostale, kako na drugačen način postaviti ogrevanje, ampak to bi bili moji postopki kot poslanec. Gospa Avšič Bogovič, še čisto na kratko, potem pa nadaljujemo. Tako, Petrol ni čisto državno podjetje, daleč od tega tudi prevladujočega deleža nima. Jaz bi tle zelo natančno pregledala, pa verjetno, da to ste celo naredili, pogodbeno razmerje, kakšno je, in ne bi pristala na to, kakšna je zdajle cena. Res ne, tle nekaj treba narediti, če ne drugače, tudi z nekim interventnim zakonodajnim posegom na to področje. Ok, pričakujemo torej pomoč lahko v lokalni skupnosti Hrastnik v prihodnem ogrevanju. Zdaj pa nadaljujemo, malce bomo popestrili in sicer z nami je tudi Anže, osnovnošolec, ki ga nima delo v medijih in bo razdelil med vas listke. Vsak bo dobil eno številko in pod tisto številko se skriva eno vprašanje. Torej, ne morete izbirati, katero vprašanje, Anže, kar izvoli. Vsak bo dobil eno številko, boste, katera številka je vaša in dobili boste vprašanje, na katerega boste imeli prav tako 30 sekund časa, da odgovorite. In to samo tisti, ki je dobil to številko. Najlepša hvala, Anže. In kar začnemo, ima kdo številko 1? Odlično, gospa Garantini. Kaj bi morali državljani vedeti o politiki, pa jim nihče ne pove? Ojoj. Niso lahka vprašanja, samo rekla sem, da so vprašanja. Kaj bi morali vedeti v politiki, da je, zdaj ne bom rekla tisto grdo besedo, ampak verjetno vsi vemo, kaj mislim. Politika je 3 pikice. Direktno iz Trbovelj, a ne? Direktno iz Trbovelj. Mislim, vemo, da tukaj je ogromno. Jaz kot opazovalka vidim, da se tukaj zelo veliko stvari lahko dogovori tako mimo, tako malo se trguje, mora biti, kdo ne bo zadovoljen z mojim odgovorom, ampak dejansko, kaj si jaz želim, da bi v politiki bilo, več sodelovanja in več povezovanja, več slišanja, več pogovorov. Okay. Ni tukaj argument močnejšega, najvažnejši, tudi male stranke morajo imeti moč govora, tudi odločanja, seveda, logično, ampak politika ni najbolj enostavna zadeva. Najlepša hvala. Ima kdo številko 2? Gospod Maljevac, izvolite. Katera odločitev vaše stranke vam osebno ni bila všeč? To bi mogel kar razmisliti.
Ne vem, če bi jo lahko izpostavil, ker sem ponavadi zelo glasen v internih diskusijah, ki jih imamo, obenem pa tudi verjamem v kompromis in v dialog. Tako da mislim, da dostikrat nimamo samo A in B opcije, ampak se najboljša opcija pojavi kot tretja ali pa četrta v diskusiji. Tako da kakšna točka, da bi bila do tega trenutka, da bi res rekel, jo, tega pa ne podpiram, jo ni bilo. Pa da vam ni bila všeč mogoče? Mislim, ne gledam izornosti v všečnosti, verjamem v stroko tudi, tako da verjamem v stroko, ki me pogostokrat prepriča. Dobro, političen odgovor. Če mogoče na začetku čisto ne verjamem, sem pa v stranki aktiven že 10 let in ostajam ravno zaradi tega, ker stojim za stališči, ki jih imamo. Dobro. Številko 3 imamo? Ok, gospa Barbara Kramer, katera obljuba politike je bila največja prevara volivcev? Zdravstvo. Nasploh ali mogoče kakšna konkretna? Nasploh zdravstvo. Nasploh zdravstvo. 30 dni do zdravnika, zdaj imamo 3 leta pa še več. Jaz moram iz celja zobozdravnika tule v Trbovlje hoditi. Vse se meša, da pa dobiš napotnico, je pa že loterija, da sploh kje se prijaviš. V redu. Številko 4, gospod Soniboj Knežak, kje država zapravlja denar neučinkovito? Bi se kar našli neki področji. Mogoče vsaj eno področje izpostavite? Jaz bom rekel, da po mojem, da imamo veliko rezervo še v celotni strukturi te javne uprave. Jaz sem v prejšnjem mandatu, je kolegica Nina Marovič je nekako s pomočjo oblikovalcev uspel spraviti na en ogromen list papirja vse inštitucije, ki jih ima ta država, da potrebuje. Samo za področje šolstva je bilo tega, jaz vam ne znam povedati, za mnogo torej, javna uprava. Na javni upravi sigurno. Številka 5. Kateri problem se bo v Sloveniji najbolj zaostril v naslednjih 10 letih? Jaz mislim, da bo kar nekaj teh problemov povezanih z okoljem. Zato je prav, da k tem temam resno pristopamo, ker veste, to biti danes všečen in se braniti zelenega prehoda, ker ja, na nek način nam danes povzroča stroške ta prehod, tudi nam povzroča, da se moramo malo zbrcati svojih con udobja in pogledati proti letom, ki nam sledijo, se pravi 10 in več let naprej in se vprašati, kako odgovorno smo pripravljeni danes živeti, da bodo naši potomci še imeli kaj od naše lepe Slovenije. Jaz sem na nek način prepričana, da bodo to teme, ki nas bodo zaznamovale v prihodnje. Torej okolje. Okolje in če danes pogledamo, ali pa če bom rekla kar tako nazaj, 2022, naši programi volilni z vidika okoljske problematike in zelenega prehoda so si bili zelo podobni. Potem pa, ko smo sprejemali zakone z področja, ki bodo zagotavljali varstvo okolja našega, trajnostni razvoj, smo bili pa radi zelo populistični in se določenih stvari nismo želeli dotakniti. Moramo biti odgovorni in stopiti iz naše cone udobja, da bo naše okolje primerno tudi za bivanje za nami. Številka 6, številka 7, številka 6 za gospo, ki je zavrnila in pustila prazen stol. Gospod Plevnik, številka 7. Kateri stereotip o Sloveniji drži? Stereotip tega najbolj drži, da smo mali, da je to slabost. To moramo gledati kot prednost in sem mnenja, da je v bistvu tisto, kar pa mi vemo, da smo lahko druga Švica, to drži. Ampak moramo veliko še narediti v tej smeri, da prvo pošlihtamo na podno, tam, ko se denar dela, da potem nadaljujemo, da tudi potem socialo pošlihtamo, tisti, ki to zaslužijo, tisti to dobijo, tisti, ki so delovno sposobni, morajo delati, da res moramo malo čisti reset narediti, tako so takrat Grki
ko so študirali, ok, zdaj smo ful močna država, zdaj lahko začnemo pa za socialno poskrbeti, tako moramo mi tudi reči, prvo moramo za podjetništvo poskrbeti, tam, ko se denar dela, tam se ustvarja, prodaja čim več v Evropo, čim več tujino, čim več v Ameriko, zato ker zdaj, kar v zadnje prihaja iz Kitajske, mi bomo zelo zeleno živeli, pa zelo fajn bomo živeli, ampak to, kar pa prihaja iz une strani, iz Kitajske, avti in vse to, to je vse umazano in to, ko mi prešparamo, tukaj smo mi bolj varčni in bolj zeleni, so oni bolj črni. In tu moramo nekaj v tej smeri narediti. Ok, Slovenija je majhna in to naj bo prednost, a ne? Nova delovna mesta. Več kot 10 000 delovno aktivnih Zasavcev se skoraj vsak dan vozi na delo v Ljubljano oziroma v srednjo slovensko regijo. To pomeni 70% delovno aktivnega prebivalstva. Največ vozačev je prav iz Hrastnika, kjer Tadeja denimo pravi, da ima v Ljubljani za isto delo boljšo plačo kot v Zasavju. Simon pa, da ni v Zasavju našel primernega delovnega mesta. Bi se to spremenilo, če bi ukinili obvezno plačilo prevoza na delo? Pa začnimo zdaj, gospod Plevnik, ker z vami, vi ste podjetnik, ali menite, da bi država morala ukiniti plačilo oziroma obvezno plačilo za prevoz na delo, ali je to tudi krivda? Ne, to ni definitivno več povezano. Recimo v Nemčiji imajo, sploh nimajo potnih stroškov, imajo samo v bistvu pol davčne olajšave. To ne bo nič rešilo, problem je druge. Podjetja moramo ustvarjati, torej dati možnost, da se podjetja gradijo, da mladi, tisti, ko so najbolj motivirani, ko iz šole pridejo, ko imajo same lepe predstave, tako sem jih jaz imel, moj ate je bil rudar, je rekel, le, sine, če se boš učil, pa fejs delo, to sem tudi sledil, sem naredil magisterij pol boš neki lahko imel za pokazati, sem prvi vodja proizvodne, potem sem podjetje ustvaril, sem rekel, ok, zdaj pa gremo gasa, sem zalaufal, vsak mesec, ko sem videl tiste izračune in plačilne liste in bilanco, sem se za glavo prijel, ko ni bilo vsak let boljše, bolj sem se trudil, slabše je bilo. Zdaj eni rečejo, ja, ok, če ti ne gre, potem zapri firmo, pa nehi. Gre nam, sam problem je, ko ne moramo nič več investirati, ne moramo več zaposlenih dobiti, pa ne moramo graditi, ker nam ne pustijo prostih rok. Glavna stvar, ko je veliko bilo povedano na vseh soočenih, puste nam vsaj 1 leto brez sprememb. Ker vsak podjetnik planira vsaj 5 let, 1 leto pa ziher. Ok, ampak če govorimo, zakaj bi zaposleni prišli raje v Zasavje, kot da se vozijo v Ljubljano? Je definitivno to, da damo možnost, da se podjetja v Zasavju gradijo. In ne samo podjetja, ki delajo na dodani vrednosti, torej imamo en dober primer je Devesoft recimo, ampak tudi podjetja, tako kot so bila včasih tu, ko je bilo 3000 zaposlenih, torej strojna in temu podobni, ki delamo tudi na manjših dodanih vrednosti. Torej, kjer pač res gledamo vsak cent. Torej, 1 cent plusa na izdelku je razlika med tem, če bomo delali sploh pozitivno ta mesec, in 2 slaba meseca pomenita konec firme. Ok. Gospa Garantini, se strinjate, kako pridobiti mlade ali pa kakršnekoli pravzaprav zaposlene, da bojo raje delali v Zasavju, kot se vozili izven naše regije? Tako, v bistvu je potrebno odpirati nova delovna mesta. Tako bo in mladim družinam zagotoviti kvalitetnejše življenje. To je v bistvu gospodarstvu je treba dati možnost ustvarjati, ne jim nalagati novih davkov in v bistvu potrebujemo stabilno zakonodajo za gospodarstvo in samo tako, ko bomo ustvarjali delovna mesta, samo tako bomo mlade zadržali v Zasavju. Mislim, da je to bistvo problema. Gospodarstvo pa vemo, kako dela, ne? Gospodarstveniki znajo, vendar jim država nalaga toliko davčnih bremen in toliko vedno znova in znova obremenitev, kako bi odprli novo delovno mesto v proizvodnji, se pravi, če govorimo o greenfield in brownfield investicijah, tako da bi uredili zmanjšanje birokracije, da bi lahko privabljali podjetja, da bi tukaj gradili pač firme. Zasavski podjetniki oziroma gospodarstveniki pogosto poročajo, da imajo dovolj delovnih mest, da ne dobijo kadrov. Mogoče, gospa Barbara Kramer, tudi vi ste izpostavili temo, da kljub temu, da ste glas upokojencev, potrebujete mlade, a ne? Tako.
ker drugače ne bomo imeli penzij, ne, če ne bomo imeli mladih. Jaz pa pravim, da bi bilo fajn finančne spodbude mladim, da ob zagonu podjetja naj 2-3 leta ne plačujejo davka na dobiček, naj imajo tele oprostitve, tudi ne plačajo, plače so preobremenjene, je treba jih razbremeniti. Gospod Golob je obljubil, da jih bo razbremenil, so se jih še dodatno obremenile. Ampak če se bojo plače razbremenile, se bojo razbremenile za celo Slovenijo. Kaj to pomeni za... Ne, za mlade je treba narediti posebej zakon. Do 30. 35. Kako bodo tisti, ki se vozijo v Ljubljano, oziroma zakaj prišli v Zasavje? Ravno to, zasavskim podjetjem je treba te spodbude dati, da bojo lahko štipendije jim devali pa tako naprej. Ok. Dobro, gospod Knežak, kaj je rešitev, da bo več mladih ostalo v Zasavju in se ne vozilo na delo v Ljubljano? Ja, spodbujanje podjetništva je definitivno tisto, kar so moji predhodniki rekli, pa mislim, da se tle kar spreminja zadeva. Mi moramo razumeti, da smo bili okolje, kjer je bilo relativno lahko najti zaposlitev, skoraj si bil malo poseben, če nisi delal, so bili na eni strani relativno dobro plačena dela v rudniku. Mislim, da so knapi več zaslužili kot mrski inženir pri nas, sem v steklarni delu. Skratka, termoelektrarna, ni bilo pa neke podjetniške potrebe po nekem podjetniškem razmišljanju. Jaz primerjam Hrastnik pa Rogaško Slatino, kjer je tudi steklarna, potem, da razen steklarje ni bilo druga. In se je število teh mehkih delavnic steklarjev, brusilcev razvilo iz tega. V Hrastniku tega ni bilo, ker ni bilo potrebe po nekem podjetniškem razmišljanju. To jaz definitivno, ali bi bilo potni stroški ali ne, ljudje so se pač primorali voziti v Ljubljano. Jaz sem tudi en izmed tistih, ki zadnjih 8 let naredim po 3500 do 4000 km mesečno in tudi seveda vem pa, da bi vsak bolj raj imel zaposlitev doma, zato ne nazadnje upam, da bomo zdaj na tej seji sprejeli tudi strategijo razvoja regij, ki predvsem stremi z vsemi ukrepi v cilj, da imaš delovno mesto v bližini svojega doma. Dobro. Gospa Nataša Avšič-Bogovič, kako prepričati mlade oziroma pač katerekoli zaposlene, da bodo raje delali v domači regiji, kot se vozili v Ljubljano metropolo? Jaz mislim, da je to problem celotne Slovenije. Vsa Slovenija se danes vozi v Ljubljano, v mestna središča, tako mladi kot malo starejši in tudi prav tisti pred penzijami. Jaz mislim, da ta vlada je cel mandat skrbela za enakomeren regionalen razvoj in temu bo sledila tudi v nadaljevanju, tako kot je kolega Soniboj rekel. Tik pred sprejemom je strategija o enakomernem regionalnem razvoju. Tudi kar nekaj tega smo naredili z sprejemanjem zakonodaje. Zdaj nazadnje smo sprejeli zakon o regionalnem razvoju, kjer smo noter dali nastavek ravno za to regijo, da bo ji namenjen poseben pristop, to se pa podrazumeva tudi poseben način črpanja sredstev za to regijo. Na tak način zagotovo vidim, da bi lahko se tu ustvarila še dodatna kvalitetna, visokotehnološka delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Ja, potni stroški, ukinitev potnih stroškov ne vidim kot smiselen ukrep, da bi mladi raje ostajali v bližini doma in tega si niti slučajno ne želim, ker socialna država, ki je bila ustvarjena in je ustvarjena v Sloveniji, je vzgled mnogim. Potni stroški so tukaj obvezni, niso del plače oziroma niso obruteni in mislim, da si nikakor ne bi želela, da to ukinemo. Potrebno je najti druge prijeme, ampak kot rečeno, Slovenija je majhna in danes potovati iz enega konca Slovenije v Ljubljano ali pa v druga večja središča je pač zelo enostavno in mislim, da se nihče temu ne bo odpovedal. Mislim, da se kolegi, ki se res iz Zasavja vozijo v Ljubljano, niti slučajno ne strinjajo. Boste dobili... Lahko? Boste samo najprej še gospod Maljevac, potem pa odgovor definitivno lahko na to. Gospod Maljevac, izvolite. Hvala mogoče za začetek, čisto na vaše uvodno vprašanje. Ne, zagotovo ne ukinjanje delavskih pravic. Delavske pravice so bile trdo priborjene, ena izmed teh so
tudi potni stroški, tako da nikakor ukinjanje teh, mislim, da tudi ne bi pripeljali do rezultata. Tu v Zasavju imate primer enega zelo dobrega podjetja, ker delavci sodelujejo pri upravljanju, mislim, da je to tista prava pot. V tem mandatu smo tudi v našem ministrstvu delavci pri dobičku, a ne, sodelovanje. Zakon, ne samo pri dobičku, ampak dejansko pri upravljanju. In pri lastništvu. V tem mandatu smo razvili poseben mehanizem za to, po vzoru Amerike, po vzoru Španije, ker kaže, da so v teh podjetjih ne samo, da ljudje dlje ostajajo, ampak so tudi bistveno bolj zadovoljni. Potem so tu, če hočemo ohraniti mlade, zelo pomembna stanovanja. Na tem intenzivno delamo, gradimo tudi v Zasavju. Mladi so s spremembo zakonodaje postali tudi prioritetna skupina. To pomeni, da je določen odstotek stanovanj nujen za mlade, torej rabimo osnovno infrastrukturo, predvsem pa se moramo pogovoriti tudi o javnem prometu. Mislim, to je naša naslednja tema, ne vzemite mi je, prosim. Trenutno deluje, dejansko ne deluje in na ta način zagotovo ne omogočamo kvalitetnega življenja in se marsikdo mogoče tudi zaradi tega odloči za živeti, tudi če bi bil pripravljen, če bi imeli dobro povezavo in hitro povezavo z vlakom, da bi ostal, da bi živel tu. Tako da jaz mislim, da moramo razmišljati o celotni infrastrukturi, poleg delovnih mest, stanovanj, še javni potniški promet. Najlepša hvala. Gospa Garantini in pa gospa Kramar sta želeli na temo prevoza v Ljubljano, predvidevam. Glejte, najprej povzetek. Če bi bila delovna mesta v Zasavju, se nam ne bi bilo potrebno voziti. Je to res? Je. Kako je z vožnjo v Ljubljano? To je včasih misija nemogoče. Jaz se vozim 23 let, jaz to vem. Z prve roke, ker sem vsak dan na poti. To so ure in ure. In verjemite mi, da je super se v Ljubljano peljati, če imaš ti res tako hiter prevoz, kot je gospod Maljevac rekel, da to padeš v Ljubljano. Ampak Zasavje, žal, nimamo te sreče. Železniški tiri so stari, seveda jih že obnavljajo tudi, ampak da ne govorimo o zamudah. Zamude so naša vsakodnevna, to je stalnica in nihče nas na železnicah ne vpraša, ali ti zamujaš v službo, ali imaš kakšne obveznosti, imaš slučajno, se moraš vrniti domov, imaš pregled pri zdravniku, se zmeniš pozno popoldne, ni nujno. Tako da, kar se tega tiče, daleč od idealnosti. Dobro, hvala lepa. Gospa Kramar. Ja, jaz pa mislim, da je Ljubljana že preveč centralizirana in da je treba decentralizirati. Zakaj bi se naši mladi mogli voziti v Ljubljano? Mi bomo pol otroke izgubili, mi bi rad svoje nuke tukaj videli, pri nas v Trbovljah, v Hrastniku, v Zagorju, v Litiji. Ne rabimo mi, da gre vse v Ljubljano, pa da se tam gužva dela, če se že vsi vozijo, vemo, kako je, da ne more to biti. Dajmo jim priložnost tukaj, naj tukaj zaslužijo boljše plače, podjetjem dajmo možnosti, da jih bojo lahko zaposlili, pa bo to. Ok, najlepša hvala. Nadaljujemo. 10 let smo v Zasavju potrebovali, pa morda še več, da smo dobili dostojno najkrajšo možno povezavo med Hrastnikom in Trbovljami, po domače čez hrib. Kaj bo potrebno, da bodo prebivalci ene in druge občine dobili tudi najkrajšo možno povezavo javnega prometa med Trbovljami in Hrastnikom? Kaj lahko tukaj in kaj bi morala storiti država? Že smo nanizali malce o javnem prevozu, tokrat pa kar konkretno. Nimamo avtobusa, ki bi peljal od Hrastnika proti Trbovljam, vožnje je pa morda celo manj kot 15 minut. Gospod Maljevac. Bi vseeno se malo navezal, ker je deloma povezano tudi s to. Danes sem bil naprimer v domu starejših v Hrastniku in sem pri direktorju na mizi videl zelo zaskrbljujoče številke, kaj pomeni za Hrastnik in kako se bo razvijal v prihodnjih letih. Ne samo, da se bo staral, ampak tudi veliko število ljudi se bo odseljevalo. Tako da mislim, da je to... Gremo v javnem prevozu, a ne? Ja, mislim, da je to nujno. Jaz mislim, da je rešitev v skupnem javnem servisu za Zasavje.
torej, da bi bil skupen, ki bi ga lokalna skupnost ustanovila? Skupaj, vse občine, ki bi občine povezval, torej celo Zasavje na ta način povezal, potem je pa seveda še vlak, sam se zelo rad vozim z vlakom, ampak lahko priznam, da se tudi sam bistveno manj, kot sem se v preteklosti, ravno zaradi tega, ker časovno se dejansko sploh ne izide. Tako da skupen javni servis za Zasavje mislim, da je nujen, da na ta način povežemo vse občine med sabo in vse kraje. Gospa Nataša Avšič-Bogovič, izvolite. Ja, jaz mislim predvsem, da je potrebno narediti nekaj v smislu zagotavljanja trajne mobilnosti, to pa tudi pomeni ne ravno prevoze z velikimi avtobusi, ki se potem vozijo na pol prazni oziroma skoraj prazni, ampak uvesti en pristop, mogoče to, kar je rekel kolega Maljevec, je dobra ideja, da 3 manjše občine nastopijo skupaj pri iskanju te rešitve. Manjši kombi oziroma manjši avtobus, jaz mislim, da bi bili dobra rešitev. Saj ni problem, da ne dobimo manjših avtobusov tukaj ali celo kombijev, ničesar ne dobimo. Tudi to je bila debata že z Agencijo za javni promet. Mogoče so tudi kakšne rešitve s prostovoljci, se pravi lokalna skupnost v komunikaciji ali pa v soglasju s prostovoljci zagotovi taksi prevoze, tako imenovane taksi prevoze za starejšo populacijo. To že v Zasavju imamo in deluje in je dobra stvar. Medtem, ko potrebujemo, niso samo starejši tukaj, ki bi uporabljali javni prevoz. Jaz sem poslušala malo teme, ki naslavljajo to problematiko iz Zasavja in ravno o tem se govori, da v bistvu ni zelo veliko uporabnikov tega javnega prevoza in zato je potrebno pristopati ne s tistimi standardnimi, klasičnimi rednimi linijami, ampak je treba bolj prilagoditi osebnostno res potrebam, personalizirati na nek način ponudbo teh javnih prevozov za potrebe prebivalstva. Gospod Knežak, se strinjate? Ali uporabljate javni promet? Zelo redko, jaz sem se, mislim, da prejšnji mesec peljal z avtobusom, mislim, da pa njih 15 letih v Ljubljani, tako da sem jih spraševal, ali moram karto kupiti. Tisto, kar vi naslavljate, to je spet problematika manjših krajev. Nihče več komercialno se jim ne splača, nobena zadeva. Jaz mislim, da bo morala država slej ko prej poseči v tem konkretnem primeru tudi prek Agencije za javni promet. Da mi vozimo iz Hrastnika šolarje pol ure v Trbovlje, ko bi bil lahko v 10 minutah v šoli, je totalna neumnost. Je pa zadeva kar zakomplicirana, jaz sem videl, da enostavno ni spremeniti ne urnikov, ne avtobusnih postaj, ampak tle mora država narediti. Če ne bomo mi, ker bomo komercialno manjši kraj nezanimivi, ostajamo brez bank, ostajamo brez pošte, ostajamo v končni fazi tudi. To se dogaja ne samo v Zasavju, ampak večino tega ruralnega podeželja. Zato je ta zakon o skladnem regionalnem razvoju precej pomemben. Gospa Kramer, kako pridobiti avtobus med Trbovljami in Hrastnikom? Torej, da združimo ta okraj, v katerem zdaj vi kandidirate. To bo spet misija nemogoče, ker se bojo župani skupaj sedeli, se bojo spet prvič pogovarjali. Zdaj bi mogla biti to ena taka zajamčena, nizka cena. Za starejši vemo, že obstaja prostosfer tu v Trbovljah, ampak za ostali bi se pa vsi vozili. Jaz bi se tudi na Vreskovo peljala z avtobusom, pa ni. Toliko samo malo, da avtobus med Trbovljami in Hrastnikom je, nimamo pa te najkrajše povezave. Tudi cene si ne upam soditi, da so visoke, je pa bolj problem v tem, da avtobusov, ki bi morali biti, ni, da so vozni redi, se ne držijo jih in tako naprej. Gospa Garantini, prevoz, javni prevoz, avtobus, kombi, karkoli manjše vozilo med eno in drugo lokacijo, kjer je le 10 minut vožnje, pa še vedno avtobus vozi okrog po bistveno daljši poti. Včasih je bilo to zelo dobro urejeno. Ko si prišel z vlaka, te avtobus čakal na avtobusni postaji. Se pravi, mi bi mogli najprej uskladiti vozne rede vlak, avtobus. Res je, da se morajo župani usediti in se pogovoriti. Avtobus je nujen. Jaz osebno bi se veliko raje vozila z avtobusom kot na železniško postajo z avtomobilom. Ampak, če jaz pridem, zadnjič sem se pripeljala v Hrastnik in sem čakala pol ure na avtobus iz Trbovlj, ker ga po Hrastniku ni bilo.
se je že zgodilo, da sem čakala 1 uro. Zakaj? Ker je avtobus namesto, da bi šel z mostu do Železniška, se peljal naprej v Hrastnik. To so zgodbe, ki jih v našem uredništvu prejemamo vsak dan, da avtobus odpelje, da ga ni. Tako. Da enostavno celo je, pa odpelje, preden se vlak pripelje in tako naprej. In veste, kaj smo že doživeli? Ko smo se pripeljali do Železniške, se pravi na postajo Hrastnik, si videl, avtobus je od spodaj, super, letiš okrog stavbe, greš po stopnicah, avtobus samo še v rit gledaš, po domač povedan. Se pravi, najprej je treba te stvari uskladiti, te anomalije odpraviti, avtobusi so potrebni, veliko ljudi bi se vozili, ko greš na spletno stran Nomaga, ne dobiš nobenih pravih informacij. Vozni redi, prideš na avtobusno, neki stari, sploh ne vidiš, vse zbrisano. Mislim, problemov je en kup in rešitev pa očitno, ne vem, a ni volje, tam, ka ni volje, ni poti, ne? Se pravi, volja je potrebna. In tudi potnikov ni, ker jih ni, ker ne uporabljajo zaradi tega, ker se ne morejo zanesti za javni prevoz. Točno tako, jaz se ne morem. Ok. Gospod Plevnik, kaj menite o avtobusnih oziroma javnih prevozih Trbovlje-Hrastnik, pa tudi čez hrib, tam blizu delate, a ne? Ja, problem je čisto enostavno razložiti. Naprimer, slovenske železnice so slovenske. Za avtobusne službe, Nomago, pa vse te kovite, oni gledajo pač denarno to skozi, ne, kar je napačno v tem primeru, zelo. Ker pač na koncu je treba, država mora reči, tole moramo mi urediti, sosediti. Problem je, ko velikrat pozabijo na Trbovlje-Hrastnik, veliko ljudi se vozi tudi čez hrib, torej to je en velik problem, da sploh predora nijamo. Glavna stvar, da se podjetništvo razvije, so povezave. Vse posod, kjer so se ceste gradile, so zraven podjetja kot gobe rasle. Tudi vsi investitorji, tudi tuji investitorji nas vidijo res kot neko super državo, veliko stvari se da narediti, ampak če rečejo, tam oni imajo cesto 1 uro stran, tja ne bomo gradili, pa tja ne bomo dali denarja, ker pač transport je velik strošek in vedno večji strošek je v podjetništvu. Zato je nujno, kar se tiče pa avtobusnih prevozov, je treba pa tudi definitivno ne bomo na lokalni ravni rešili. Vsi župani, kjerkoli boste vprašali, bojo rekli, da imajo ta problem, tudi do Litije gor še naprej. Tukaj mora država zraven stopiti. Sami ne moramo rešiti. Najlepša hvala. Čisto na kratko, izvolite, gospa. Bom za istočnico tole zadnje rekla, da tukaj mora država narediti svoje. Pa se v bistvu s tem strinjam. Zato, ker to ni problem samo Zasavja, to je večen problem celotne Slovenije, da nimamo zagotovljenega ustreznega javnega prevoza. Na njega se ne moreš zanesti. Vse podobna je zgodba v Brežicah, po Krškem, po Sevnici, ko se fokusiraš na železniški prevoz, pa potem avtobusno linijo. In lejte, danes je Nomago v posredni državni lasti. Pa imamo agencijo za varnost v cestnem prometu, pa agencijo za javni potniški promet, pa imamo MOPE, pa sta mogoče 2 zadevi na 2 ministrstvih. Jaz razmišljam, da bomo dali en predlog v naslednjem mandatu o razmisleku o eni instituciji, ki bo pokrivala te službe, kjer se bodo lahko iskali skupne rešitve. Ker ko imaš ti danes neke rešitve, ki jih moraš parcialno vleči iz posameznih ministrstev, posameznih agencij, ne prideš do rešitve, ker se drug na drugega zgovarjajo. Te stvari je treba skupno reševati, ker problem pa je zagotavljanje ustreznega javnega potniškega prometa v Sloveniji. To je problem. Najlepša hvala. Kar nekaj obljub in sugestij je bilo podanih. Danes sem prepričana, da vas bomo, če ne drugega, lovili za rokav vse, ko in če boste na mestu odločevanja. Večer pa bomo danes zaključili s hitrimi odgovori. Torej, možnost boste imeli odgovoriti zgolj da, ne ali ne vem. Šli bomo iz ene strani in potem iz druge strani. Gospod Plevnik, začeli bomo na vaši strani. Ali je primerno, da za monitoring rudniških površin namesto Zasavcev skrbi premogovnik Velenje? Ja, ker so tam strokovnjaki. Samo ja ali pa ne? Naprej? Ne. Naprej? Ne. Naprej? Gospod, lahko z istim mikrofonom. Ne, žal nismo bili uspešni, da bi to... Da ali ne vem. Gospa Nataša Avšič? Preteklost je pokazala, da to... Da ali ne vem. Gospod Maljevac? Ne. Nadaljujemo. Gospod Maljevac, boste vi.
Ali bi država v duhu decentralizacije morala kakšno ministrstvo ali državno agencijo iz Ljubljane preseliti v Trbovlje ali pa morda v Hrastnik? Ja. Naprej? Ne vem. Da. Naprej? Ja. Odločno da. Ja. Hvala lepa. Pa bomo šli spet iz strani gospoda Plevnika. Ali bi morali poslanci iz Zasavja vedno sodelovati med seboj, če govorimo o zasavskih temah, tudi če prihajajo iz drugih vrst? Definitivno. Definitivno. Ja. Ja. Da. In gospod Maljevac? Ja. Pričakovani odgovori, upam, da bo tudi držalo tako. Ali bi, kot gospod Maljevac, začnete, ali bi kot poslanec glasovali proti svoji stranki, če bi menili, da odločitev škoduje Zasavju? Da, ne ali ne vem? Ne vem. Gospa? Da, bila bi proti. Gospod? Da. Enako da. 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 Najlepša hvala, spet gospod Plevnik. Volilna pravica že od 16. leta? Ne. Gospa Garantini? Ne. Ja. Je to prav, ja. Gospod Knežak? Ja. Ne. Gospod Maljevac še? Ja. In še zadnje. Ali bi podprli prihod nove industrije v Zasavje, tudi če bi to pomenilo več industrijskih obremenitev za okolje? Gospod Maljevac? Ne. Gospa Nataša Avšič-Bogovič? Gospod Soniboj Knežak? To tudi ne. Ne. Ja, ker imamo dobro regulativo od zadnjih stališča kontrolinga, monitoringa, torej moramo Da, ne vem, to je bilo pa mnogo daljše. V redu, najlepša hvala. Delovna mesta moramo. Spoštovani gostje, preden se poslovimo in zaključimo, imate samo še eno možnost in to zadnjo možnost, da se gostom v dvorani in pa seveda vsem, ki nas spremljajo preko malih, večjih zaslonov, predstavite in sicer tako, prosim, da upoštevate navodila. 3 besede, ki vas opisujejo. Vsak pove 3 besede ali besedne zveze, ne povedi 3 besede ali besedne zveze, ki vas opisujejo. Pa začnemo, gospod Knežak. Sem vas malce presenetila. Mikrofon. Socialno čuteč, solidaren, odgovoren. Najlepša hvala, gospa Barbara Kramer. Delovna, vznesena. Pa ne vem, še tretji odgovor, kaj bi rekla. Ok, v redu, gospa Garantini. Torej, odločna, trmasta, nekaj doseč in pa seveda čuteča, socialno čuteča. Najlepša hvala, gospod Plevnik. Strok, pravičen pa deloholik. Najlepša hvala. Še gospod Maljevac in pa gospa Nataša Avšič-Bogovič. Iskren, vztrajen, pa pogumen. Ok, hvala. Ciljno naravnana, zato sem vztrajna, borbena in tudi odgovorna. Najlepša hvala vsem kandidatom, vsem 6 kandidatom, ki ste danes pogumno stopili na ta oder, se predstavili vsej publiki v dvorani in še mnogim drugim, ki vas bodo lahko spremljali na našem portalu, na YouTube kanalu v naslednjih dneh in se verjetno tudi 22. marca lažje odločili. Torej, najlepša hvala publiki, ki je danes prišla v Delavski dom Trbovlje, pogledati, kaj bodo kandidati za poslance povedali. Vsi, ki ste tukaj še vabljeni v avlo Delavskega doma, kjer se boste lahko podružili iz oči v oči, spoznali poslanske kandidate, pa seveda tudi kaj vprašali. Draga publika pred malimi ekrani, najlepša hvala tudi vam, ker ste nas spremljali. Sledi še soočenje tudi v Zagorju, spet bo sedlo kar nekaj poslanskih kandidatov in sem prepričana, da smo olajšali vam odločitev, ki jo boste podali v nedeljo 22. marca ali pač na predčasnih volitvah. Srečno! Čakaj, on prav gremo?